No, nahajamo se v Sostrem. Sedaj bomo iz hleva potegnili našo Ines. Malce sem utrujen od prejšnjih dni, ampak nič za to. Poglejte tam. Tam je pa kobila, pa žrebe. No, pa poglejmo zdaj to. Wow, Mamma mia. Wow. Ja, nočemo veliko se ga polamiti. V glavnem, mi smo predstavniki agroživilske industrije. Poglejte. No. To je mala Ines. To je mala Ines. Pejdi Ines. Gremo. V glavnem zdaj gremo k bavu. No, v naši agroživilski oddaji smo spoznali, kako ravnati z domačim prašičem, ki je zmešan z divjim. To je primerek. Poglejte. Tako vas izigrava. Vrže se na kolena in se dela, da ga mučite, viva, gor pa dol, da bi ga s karpuna ustrelil. V resnici mu pa nič ni. No, zdaj gremo pa nazaj v štala. Dajmo, Ines! Dajmo! Treba nesti? No, preden se odločite za nakup česa tazga, ne? To je tako, da bi 600-700 kubičen motor kupil. Če prej nisi vozil motorja, nimaš kaj s takim motorjem delati. Se pravi, malo si hlače popravite, ne? Tako da jih ne zgubite. Takole. Pa se pa prime prašiča takole. Wow! Takole. No in pa se gre v štala z njim. Wow! No, smo zlomili skoro. No, pet. Kaj se na trav, pet. Zlanjil se vam. Nasica. Dobesedno. No. Zdaj ste videli, kako vam lahko prašič zlomi nos, skoraj da. Malo se še drži, dobro je. Dajmo. Ivan Dolničar. To je pa naša Ivanka. Poglejte. Ljudje in narava. Zdajle je malo utrujena, tako kaj jaz. Zdaj me je skoraj nos zlomila, tako da veste. Wow, viva. Wow, viva. Takole, to nese. Takole. No, ljudje in zemlja. Klali. Odvisila je personaže na dobijo. Lipiški pujs. Ja, tega luksa. No, na kmetiji Kamorja delamo je tudi gospodiš luks. Nam lahko razložite, zakaj ta pujs razgeda? Zato. No, a boste razložili, zakaj razgeta? Razgeta, ker je mešan
domačim lipicancem. Pa v zadnjih letih ga mešamo tudi z divjim prašičem. Tako. Tega pa peljamo v štalo. Kot vidite, je izredno ubogljiv, idealen za domačo žival. Samo takole peljete, tako na površju kot psa. No, glejte, vidite, rab tudi malo svobode, tako da malo poteka okoli, pa morate se malce praviti. Veljne so bale. 25 evrov na komad, če koga zanima. No, pa gremo naprej. No, to je mešanica med domačim konjem, prašičem pa divjim prašičem. Glejte, to je Ines. No, a zdaj ste videli, da bo v štalo peljamo. Malo damo ljubce za povokat. Noče, a ste videli? Ines gre domov. No, tukaj vidite pernate živali, značilno kokodakanje. Najprej bomo Ines spustili v ogrado, pa se bom pa pogovarjal malo z njimi. No, Ines, spet. No, a vidite, to ni za vsazga. Zdaj ravno. Ja, čakaj malo. Zdaj malo. A ste videli? Moraš biti že cel kmet. Tole gledaš. Pa moraš dati pa še to takole. Čez glavo. Evo. Pa je. No, zdaj bom pa demonstriral, kako se človek lahko s tako primitivno živalico pogovarja. No, pa pogledamo. No? Kaj ste zdaj povedali? Kodaj se kaj? Ja, povedal sem jim o najnovejših dogodkih, kar se v Evropski uniji dogaja. Da tal nareja ni več, tako kot je bila včasih. So zelo strogi zakoni glede tega. Da je zdaj bolj podstropna reja moderna. Ja. Podstropna. Ja, za noge se jih obes, gor, in pol jajca navzgor valijo. No? Poglejte, kako posluša. No, pa ima. Dosti je bilo. Imate še kakšno sklepno besedo mogoče? Ja, ljudje in zemlja, vdaja, ki na sporedu vsako nedelo, a slišite? Ko pač je? Takrat, ko pač je, ko spustijo gor. Saj veste, kako je danes. Nobena stvar ni večna. V naslednji oddaji pa nekaj več o butarah, ne? Tako.